Torej, kako sem se pravzaprav začel ukvarjati z glasbo? Rekel bi tako, no, sem tudi iz družine, ki je glasbeno bila aktivna in nekako smo že od rojstva sem odraščal malo tako v glasbenem okolju. Divje jezero je eno tako najbolj neverjetno, najbolj skrivnostnih lokacij, kar jih premore Sloveniji. Za marsikoga je jezero dokaj neznano. Ima izjemno energijo. Ima neka močna čustva, ki za nekoga, ki je prvič tukaj, so zelo presenetljiva. Cihomosti so pač ena idrska izraz za viseče mostove, ki so za naše kraje zelo specifični. Rudarji niso ravno želeli delati v topilnici, ker je bila velika količina živega srebra v zraku. In tukaj pa je potem bilo zelo dobro, da si bil muskant, zaradi tega, ker, tako bom rekel, uprava rudnika je dopuščala, če si bil član orkestra Idrske plahmuske, ti ni bilo treba delati v topilnici. In seveda je dolgoročno to pomenilo, da je toliko več muskantov, več glasbenikov nastalo v Idri, sem zaradi tega, da bi se ognilo določenim predelom, kjer so lahko delali. Idrijski grad Geverkenek je en tak poseben grad. Ni bil nikoli plemiški grad, kar je malo nenavadno v slovenskem kontekstu. Mi smo vajeni nekih gradov z princesami, kralječnami. V njemu so živeli upravniki idrijskega rudnika, hkrati je bil pa tudi skladišče za živo srebro. Jaz bi vam tako rekel, mogoče bi celo rekel, da je bil en tak kapitalistični grad. V 70-ih letih pa je klub mladih postal tudi prostor, kjer se je razvila punk kultura. Tam so nastopile naše znamenite Kuzele, tudi Šund pa vse ostali bendi. Geruš, grenčica iz pelina, fajn pogreni in želodec je primerno pripravljen za preizkušnjo idrijskih žilikrofov. Ti glasbeni izleti so mi prav posebej všeč. Uživam v njih, ker konec koncev so tudi zato, da lahko prijatelje, glasbenike, ki jih poznam, predstavljam gostom, obiskovalcem. Gori na gori, pa ne more doli, pa ne more doli, V Divjih babah na območju Ševerelj pa je bila odkrita najstarejša piščal oziroma najstarejši inštrument na svetu, neandertalčeva piščal, narejen je iz kosti jamskega medveda. Ponavadi vsi obiskovalci z zanimanjem to tudi probajo. Meni je tak užitk, ko lahko gostom, obiskovalcem zašpilam eno tako lepo, da v enem dnevu lahko tisto pričaram, kar mi živimo tukaj vsak dan, ta naš raj, tukaj pod hribi, gorami, Šebereljami, Idrijsko-Cerkljanska regija, Tolminska, to so pač za mene osebno najlepši kraji.